Lepo pozdravljeni, vsi, ki ste se danes zbrali v tem prelepem prostoru med knjigami, ker bova tudi midve predstavili knjigo. Torej, z menoj je gospa Elda Viler, mislim, da mi jo ni treba posebej predstavljati. Lepo pozdravljeni in lepo pozdravljeni še enkrat vsi, ki ste danes prišli. Midve sva danes tukaj zato, kot sem rekla, da predstaviva njeno knjigo, ki jo tukaj le vidite. Elda ni samo glas, je nek notranji naboj. Avtor knjige je Ivo Gajić, ki žal danes ni z nami, ker ima zdravstvene težave. Nastala je po pripovedovanju, torej tako, da je gospa Elda njemu pripovedovala svojo zgodbo, on jo je pa zapisal. Z to knjigo pravzaprav tudi začenjamo nekako rekla, en sklop prireditev ob visokem jubileju moje gostje. Konec letošnjega leta bo namreč dopolnila 80 let in 61 let umetniškega ustvarjanja. Knjigo, kot jo vidite tukaj zadaj in tam, je seveda možno kupiti. Po tem najinem pogovoru bo seveda gospa Elda z veseljem knjigo tudi podpisala, se zadržala z vami v pogovoru in boste pač skupaj kakšno rekli. Zdaj je za nami že nekaj predstavitev. Povejte, gospa Elda, kako se vi počutite, ko ste zdaj v drugačni vlogi? Vi ste sicer navajeni odra, ampak včasih ste peli, oziroma tudi zdaj še pojete, ampak tokrat pa pripovedujete. Kako to izgleda? Izvolite mikrofon. Ja. Dobar dan, lepo pozdravljeni, hvala za obisk. Ja, sem imela kar tremo, so rekli, pa kako bom to, jaz nisem navajena, ne, govoriti. Pač lažje mi je bilo pač govoriti, pravzaprav sem pisala. In moj sin mi je popravljal, pa pošiljal njemu, ne. Ali se z njim pogovarjala, ne, Gajiću. Drugače pa sem se zdaj kar hitro se učim navadila tega in moram reči, da sem kar neko voljo dobila, moč do življenja. Ne vem, me je prav tako tudi pozdravilo, sem bila zelo bolana, sem imela vnetje, hudo vnetje, mehurje in to že več let, pa sem se malo zanemarjala, sem mislila, da ne bo nič hudega, bom pila brusnični čaj, pa brusnice. Samo je šlo mimo, tako je bilo navideti boljše, ampak ni bilo. Zdaj sem pa vzela prav zdravila, dolgo mi je dala ena najprej taka bolj lahka, mi niso pomagala nič, tako da sem skoraj cel mesec bila bolana in zdravila, še imam v sebi teklice, ampak pa še boreliozo, ko sem fasala, to je najhujše, ker me začne glava boleti, so določene ure. Ampak zdaj sem kar v redu, to mi je vse zdaj nekako to društvo, ki se srečuje z ljudmi, vse jih ni veliko, ampak kjer sta 2 ali 3, tam je on z nami, stvarnik. Mi je dal moč in gre naprej to. In mislim tudi, da se bo to dolgo razpletalo. Daj nam zdravljeno. Naj nam zdravje služi, Janeta. Midve bova danes naredili en kratek pregled skozi to knjigo in seveda skozi življenje moje gostje. Začniva z rojstvom. Rojeni ste bili tik pred koncem druge svetovne vojne v Koštaboni, to je vasica v slovenski Istri. Povejte, kako se spomnite vi tega vašega otroštva? To je zdaj že zelo nazaj, takrat je bilo drugače, kot je danes. Kakšni so vaši spomini? Joj, to je Šavrinsko gričevje. In to so najlepši kraji na svetu. In če bi jaz danes kaj želela, bi se najrajše vrnila v tisto obdobje predšolsko, to je bilo Viva la libertà. Smo otroci imeli res lepo otroštvo in mama je šla v Trst delat, oče je šel v službo in jaz sem bila z obema nonotoma, z nonotom Vilerjem in z nonotom Barucatom. Z njim sem se pa posebej zelo razumela. Oba dva sta bila naročena na časopise, no ona niso znala čitati, samo so znala šteti račune. Drugače pa so bile živali, kravice, oslički, mule
in smo zelo veliko, pa drugo tudi perutnina, ne, tudi kozice, kozlički majhni, prašički, bilo je zelo veliko dela, ne, in so nas oni imeli za delovno silo, ne, in jaz nisem smela, enkrat sem imela ene pravljice, perzijske, take zgodbe, kot jih približno danes gledamo, Sulejman veličastni, ki so meni zelo všeč. Jaz nisem tiste bukve dala iz tiste pravljice z rok in sem vzela tudi na pašo, ko sem šla past kravce. In ono rekel, poj, je rekel Rajši, bojo se kravce lepše pasle. In jaz sem pa oboje delala, ne. In potem sem malo spregledala, in mi je šla tudi kravica v deteljo in bi se kmalu bi crknila, ko se je napihnila detelje, ne. In pa je pa nujno to strokovno rešil, ampak potem nisem več, sem bila bolj vestna. Drugače pa je bila to na kravici, ki je dala zelo veliko mleka, ne. Torej, v knjigi pišete, da ste rajši peli, kot se učili. To pa vedno, to sem vedno pela, da so me bili že štufice, naveličani poslušati me. In to me je gor držalo in še danes, ko preskočim toliko let nazaj, to me še rešuje. To me po vseh peripetijah, hudih, bi rekla, zadevah, ki so se mi v življenju dogajale, me je petje reševalo. In to sem se naučila od mojih staršev, oni so vedno peli, pravzaprav vsa vas je, zmeraj se je slišalo na poljih, povsod prepevanje. In to ni bilo nič nas sram, ne. Kdor je imel talent, je kar pel in se ga je rado poslušalo in so rekli, kako si lepo kantala. Potem so mi zmeraj rekli, daj zakantaj eno. Ampak potem, ko smo pobirali češnje, da ne bi jedla, so rekli, kantaj, prepevaj. Ko smo pa oljke, bodi tiho, da se kaj pogovarjamo. Ampak takrat me je slišal tudi župnik, ne. Kocijančič Alojz, naš velik cedrovač, ne. Rekla, on nas je korigiral in pevce zbiral na kor, da se poboljšalo, on je zelo lepo pel, pa pridigal in verouk nas je učil. In je bil enkraten in mene sem imela občutek zelo rad. Enkrat sem zapela zvečer ob nedeljah, ko so nas pustili starši ven, smo šle po vasi, dekleta, v špalerju, enih 5-6 deklet, 4 metre, kot je tale soba, prepevale gor in dol. Potem se je zmračilo in sva šla pod lipo, tam blizu pri cerkvi, ne, Svetega Kuzma in Damjana, da so 3 cerkve, enega na sredi vasi Svetega Elija, in tam na koncu vasi s pokopališčem Sveti Andrej. In smo imeli zelo veliko. Nekdo je rekel meni tukaj v Ljubljani enkrat, joj, v Koštabuni pa imate toliko cerkv, a ste bili toliko grešni. Dobar dan. Jaz sem rekla še vedno, ampak to so sami sveti ljudje, pridni, zvestobe vse žive dni. So to ljudje zvesti. Ker sem bolj prevedla en tekst, ki je on rekel, ko sem pela tam, kjer urke cvetov, ker me je slišal, je rekel, pa ti bi lahko pela tam, kjer urke cvetov, tam, kjer ptički pojo v Koštaboni, tam, kjer oljčni cvet, ves priširovni svet, v lepi Istri, ne. Iz doline Dragonje naplavlja me tja v Sečovlje in v soline te stare dobrine, iz sive davnine, v Portorož in Piran, v Strojan pa v Izolo Koper, ni na svetu dežele bo lepše, kot Istra je naša. To je cvet, ki cveti, oljčni cvet pomiri mati vseh, vseh pridnih ljudi in zvestobe vse žive dni. Saj on to pesem nekje prevedel, ampak ne tako čist, saj pa ta tekst zgubil. Jaz sem pa potem, šele čez 50 let, jo napisala iz nostalgije, ne, kot sem rekla, da bi ne rajške se vrnila tja od tista leta, ampak te Elde ni več, te vasi ni več, je vas, ampak ni več tisto, kot je bilo. Ne vem, kako bi se zdaj zdajila, ampak zdaj imam pa tam hišico, sem jo odkupila od mojih staršev, od sestre in bratov sem odplačala in da imajo odprto pač moji otroci, Ana, z vnuki, moj sin je tudi rad dol, zdaj bomo šli dol, ker 26. bo
bo tudi predstavitev in morali biti že za veliko noč, ampak s tem bomo imeli tudi, ko bo odprtje šole. In to se dogaja zdaj po Sloveniji, ko pričakujem 80 let, bom zdaj veliko, vem, da bom nastopila po mnogih vaseh, tam je še najbolj tako pridejo ljudje, v mestih je bolj zaspano, posebno ta Ljubljana, zaspana, ampak je lepo, kdorkoli se javi, je srčno lepo in imam, tako da ko pridem domov, potem komaj zaspim, ker razmišljam, kaj mi je vsak rekel, čestitev in čudovito. Torej, naj ponovim, v nedeljo popoldne bomo imeli veliko prireditev v Koštoboni, kjer bomo predstavili to knjigo. Domačini pripravljajo še več drugih stvari, tako da če boste kje na morju oziroma v Istri, lepo vabljeni. Šaurinke bodo pele. Ja, šaurinke bodo pele, tako ja. Greva zdaj malo naprej, ko ste se odločili, da boste začeli pet ste začeli na terasah primorskih hotelov, to je bilo v tistih časih normalno, večina ne, ste zdaj tukaj kar zelo mladi, ampak naša generacija se spomni, da včasih dopusta ni bilo brez plesa na hotelskih terasah in tam ste začeli peti v ansamblu. V tem ansamblu ste spoznali tudi svojega moža, Toneta Dežmana, ampak starši pa seveda niso bili prav navdušeni, da ste iz vasi odšli med pevke. Seveda ne, ker moji starši so pač zelo strogi bili in so morali biti v zdravem redu doma in mislim, jaz druge priložnosti nisem videla, ko sem že odraščala, ko sem imela 17,5 let, ko sem šla in sem jim rekla, ja, če mi to branite, ne, zdaj, ko imam ponudbe in sem jih srečala v Kopru, ko so pa povabili na snemanje, ko so poslali tisti posnetek potem v Ljubljani, ko sem prišla na to sončno uro, ne, ki je bil zdaj ta koncert v 60-ih letih. Leta 63 ste prvič prišli v Ljubljano. Ja, in sem rekla, in zdaj je pa prišla ta ponudba, da bi jaz šla v palac tam v Jadran, ne, zunaj na teraso in tudi noter v baru nekoliko, ne. In sem rekla, če mi to zabranite, pa moje življenje sploh nima smisla več. Jaz sem imela zelo velike ponudb tudi na vseh, ker sem bila šivilja in sem bila za vsako delo, vse sem znala narediti, šivati, plest, mislim, da ne govorim o kuhanju in pa sem strigla lase, so vse k meni hodile in so me hoteli imeti nekatere za svojo snaho, pa fantje so za mano, jih so pošiljale matra, pojdi, so rekli, daj se slubijo in to. In potem jaz sem tudi po drugih vaseh, so me spremljali fantje domov, ko smo hodili bližavati v Pomjan, v Krkavče, v Novo vas, Padno, tiste fjere, fešte, ki so bile, to bilo prelepo. Vse je bilo lepo, ampak meni ni noben šel, noben mi ni, mislim, preveč jih je bilo, ne, za nobenega se nisem mogla odločiti, kot da bi vedela, da nekaj čakam, nekaj drugega, nekaj več, da moram jaz v svet tla, jaz ne bom tukaj ostala, ko se moram tukaj matrati, hodili smo po vodo poletje, ni bilo dol del, smo nosili na glavi in vse smo delali manualno in jaz sem dobila tako široka ramena, pleča od tega dela in sem rekla, jaz tukaj ne bom celo življenje, jaz hočem nekaj doživeti. Zdaj otroci nočejo iti ven, so kar mama hotel. Takrat sem pa jaz kar hotela zbezlati ven, ne. In je oče rekel, seveda mama, ma kaj čem narediti, je rekla očetu, moja mama svojemu temu dedeku, ta otrok si je dal v glavo tudi v šul. Ma pestijo, naj gre otrok v svet, ne zaviran, je rekel. Ma on je bil v pruski fronti, on je bil v Rusiji in posod in izkušen je rekel, pusti otroka, če hoče iti, naj gre. In jaz bom molil za njo, ampak je res, to je bila podlaga prava, krščanska in tudi župnik, Kocijančič, tudi on je. Vas je podprl, ne? Ja, je rekel, jaz celo poznam eno žensko, ki je z mano hodila, je zelo dobro operna pevka, če boš v Ljubljano prišla, pojdi k njej. Ampak pol so me pa tudi osvestili tu v Ljubljani, ko sem 64 leta prišla pet v Slon
in sem bila napotena k Kseniji Vidali. Zdaj so vedeli dol, so povedali mi, na televiziji je bila ena oddaja o tej Kseniji Vidali, ki je bila Tržačanka in je bila njegova sošolka, iz Čubuda, tam, ki je bil Hocjančič doma. In je on pohvalil, da je strašno dobro pevka, jaz nisem slišala, da ne vem kakšna zvezda v ljubljanski operi, ampak je bila dobra. Potem pa je tudi dobro poučevala. Ampak ona je meni rekla, punca moja, in sem mu prinesla tudi pozdrave Hocjančiča, je bila me zelo vesela. Ampak ta prvo pa ti nekaj v baru pet, sej si hripala, sej sploh ne moreš tako študirati. Ampak je bila pravo, tako da tudi študij mi je všel, nisem. Torej, leta 1963 ste iz Obale, kjer ste si nabirali kilometrino na teh hotelskih terasah, prišli v Ljubljano in že leto dni kasneje, leta 1964, ste nastopili prvič na Slovenski popevki. Ko ste vi prišli v Ljubljano, je bilo tukaj že nekaj vidnih in znanih pevk, med drugim Majda Sepe, Marjana Držaj, Beti Jurkovič, Berta Ambrož, pa tudi seveda ogromno znanih skladateljev, torej Ati Sos, Jure Rubežnik, da jih naštevam samo te največje. Kako ste se vi počutili, ko ste prišli med te že uveljavljene pevke, vi ste bili pa ena punca tam z Obale? Kako je to izgledalo? Kako so vas sprejeli? Iz Zaledja, ampak Berta Ambrož še ni bilo, potem šele prišla. Torej, jaz sem prišla res med vse te moje vrstnice, Katja Levsti, ki je bila takrat, tudi pri njej sem stanovala, ko sem pela na Slovenski popevki, ker nisem imela kje stanovati. In smo potem, ona je pela Dež noč, jaz pa S teboj, pa mogoče, in dve pesmi. In potem so bili še iz Maribora Lidija Kodrič, Lado Leskovar, pa ne vem kdo še, teh mladih, starejših itak Marjana, Majda, Beti Jurkovič so pele in so bile te starejše zelo uveljavljene, prave zvezde. Te mlade tudi so bile veliko bolj zverzirane in študirane, kot sem bila jaz. Jaz se zdela sama sebi zelo bedna, ampak so me sprejela, zelo. In so me bodrile, ko so videla to mojo zamaknjenost, skromnost. So rekli, pa ne bo taka, imaš takšen glas, mi je rekla Marjana, da ji pokaži, vodi bolj tako, bolj sem bila kot en trčok tam stala. Ampak ko sem pa šla na oder, sem rekla, da jim bom pokazala, glasovno sem bila pa dobra. In so me res občudovali in so si komponisti takoj so prišli, prvi je bil Ati Sos v filharmoniji, je rekel, kako dobro poješ, punca. Je rekel, a bi zapela ti kakšno mojo pesem? A sem rekla, joj, kaj res in tako. Potem Jure je bil ta glaven tam, je imel zelo nadzor in nad vsem je vedel, kaj in kako. On je bil pravi, tam je zbiral pevce in selekcioniral in rekel, Stane Mancini, pa čez mnogo let, da je Jure mu odstrigel peruti. Sem rekla, ja, on je že vedel. Se je sam Jure povedal, enkrat ne na intervjuju, da je rekel, ko so videli, da je pevc zablestel, smo mu malo, da ne bi bil prvič domišljal, tako je odstrigli malo peruti. Popolnoma drugače, kot je danes. Danes se jih pa pusti, svobodna. Ja, čist drugače, svet se je tako spremenil. Jaz sploh nisem mogla verjeti, da se bo svet spremenil, ampak v slabše, ne v boljše. Jaz sem mislila, da bo to v boljše. No, potem ste bili stalnica Slovenske popevke, vsa leta, dokler je trajala. Naj povem, da je v knjigi dodan pregled vseh festivalov Slovenska popevka, kolikor je bilo s seznamom vseh pesmi in nastopajočih. To me je zelo presenetilo, ker je zelo lepo, da se sploh ne bi vedela, kje sem vse pela, bi pozabila. Tam pa piše odzadnje, razpredeljica. Ampak na teh festivalih ste v glavnem pobirali nagrade strokovne žirije. Redko ali skoraj nikoli pa nagrado publike. Zakaj? Ker so bile vaše pesmi malo težje. Ja, so je rekel, veš kaj, to je lepa pesem, mislim, to je taka strokovna pesem, ampak bo za dolgo ostala, Sos je rekel, ne. Rekel, mogoče ti je težka, ja, ampak bo za dolgo ostala, ne.
In on je bil najbolj, poleg Jureta, Jure je največ pesmi zapisal zame, ampak jaz sem jim govoril, kako se prepirajo med sabo, so se kregali, da bi tebe imeli, da bi ti interpretirala. Pa saj ne moreš ti vsem interpretirati, lahko samo 2 pesmi, ne. Jaz sem rekla, ja no, ampak druge so dobile, cite lažje, ki so bolj zaslovele republike, jaz pa moram reševati komponista, ker itak nimam nič od pesmi, razen veselja, ker jaz sem tudi sama iskala tiste najtežje pesmi, tudi italijanske. Jaz nisem iskala une lajnaste, ne. Vse so bile lepe, ampak jaz sem hotela nekaj, ne vem zakaj sem taka bila pač tako rojena, da sem iskala nekaj več, eno globino, da mi nekaj pove, ne. In to ni šlo takoj seveda v ušesa, ne. Ampak zdaj kaj pa, po tolikih letih še zmeraj tako rade poslušajo, samo nimamo pa res nič od tega, kaj dosti. Pevec ni imel nobenega denarja, vse je šlo komponistu. In danes lahko rečem, da pri petju sem zelo malo zaslužila, ker tiste 3%, ki jih dobi pevc, pa rečejo, joj, te vrtijo, veš, boš dobila denarja. Ja, kaj bo tistih 3%? Ker se gre zgolj za umetnost, pa so mi še vzeli še status svobodnega umetnika in sem rekla, hvala, ne bo več. No, v knjigi tudi pišete, da je bilo seveda takrat precejšno pomanjkanje denarja in si težko predstavljamo, da ste recimo, kako ste se pripravljali na en tak festival, tam ste morali imeti vendarle lepe obleke. Ja, seveda, in vi ste si tudi sami šivali, a ne? Ja, seveda, to me je ven reševalo, ne. Jaz sem tudi dobila iz Italije, iz Pariza, tudi tele orenke, ki so iz Pariza, so mi dali ogromno bižuterije, še zdaj imam celo zakladnico doma. Ko sem bila bolana, se sploh mi ni dalo niti pogledati, kaj imam. Zdaj sem pa malo ozdravila, sem malo odprla tole garderobo, ta fundus. Imam vse v škatlah, sem dala vse v plastične škatle in na balkon. In imam smisel iz starega narediti novo in imam smisel za recimo za obliko, ne, kako mora izgledati. Pa povejte, kako je bilo takrat, ko vam je ena barska pevka dala svojo obliko? Ja, Silvana je bila ena striptizeta, zelo lušna, tako res in taka fajn ženska, ne. Je rekla, pa zdaj bo Silvestrovo v palacu, ne. Se bolje prišla tudi v Slovna, tle sem jo videla. Je rekla, ne moreš ti takole biti v teh poletnih oblekcah zmeraj, ki si jih sama šivaš. Moraš nekaj bolj ekskluzivnega imeti. Sem rekla, se nimam, jaz nimam denarja. Ta denar, ki ga jaz ne zaslužim, sem rekla, se koliko je bilo dol v Portorožu, sem zaslužila glih eno plačo, kot je imel moj oče, ne. Ne vem, malo več, ne, 2-krat več. 50,000 je bilo, ne pa 20 bil. No, in sem jaz morala njim dati ta denar, je rekel oče in mama, ne, moraš dati denar nam, potem ti bomo pa že mi vrnili, ne. Vsej mi niso nikoli, ker niso mogli, ampak jaz sem rade volje jim dala, ne. Ker so me pustili in tako, ker so imeli ljubezen do mene in koga imaš pa reči na svetu, kot me oče in mater. Potem, ko sva se z možem spoznala, seveda sva začela švarati zase, se kupila stanovanje. Ampak ona je meni takrat rekla, jaz imam eno lepo, ki bi ti pasala, taka svetlo-zelena, tam je ena barva taka, skoraj muslimanska, no, nekvišci pastelna bolj. Je bila kot narejena na en tak tulipan, tukaj je bila pa bolj tako bi rekla po telesu kot kopalke in na naravnice, zelo lepa. In je rekla, ti imaš ene 2 zapestnici zlate, ena 2 obroča, tako je zlato padla. Ma sem rekla, to mi je mama kupila. No, mi je bilo zelo hudo, sem morala 2 zapestnici dati za tole obleko. In ko sem se zvečer pojavila v tej obleki, pa še sem šla k frizerju, me je zelo lepo naredila. Pa še ene me posodile uhančke, pindole, ki so dol pindolale, se je reklo tiste. In skratka, ko pridem tja, me skoraj ker sem nisem poznal. Prvi so rekli, joj, kakšno si izbral ti, ki si imel toliko
toliko lepih turistk pa punc, si pa najslabša, tako sem malo najgrša, jaz nisem bila zagrda, ne, ampak rad me in jaz njega in to za največja sreča. Ko sem pa prišla takale, so kar oči na peclih imeli in ja, zdaj si pa podobna, veš, ena moji kolegici Zajara, pa ti reči, kaj so mi, kdo pa je to, sem rekla. Ali pa si kot Jacqueline Kennedy. Pa to je neverjetno, kako obleka naredi človeka. Potem sem pa tudi jaz začela malo paziti, in tako sem se naučila, takoj, ker je to zelo pomembno bilo. Publika te je potem na odru takoj lažje nekako sprejela. Seveda, to je obleka dela človeka nekje, čeprav ne, ampak to je zelo pomembno. Samo to drago, moj mož je zverjamo, rekla se prav bojim slovenska pobevka, en kup enega denarja gre, v Splitu mi 2-krat niso plačali. Jaz sem rekla, ne vem kaj narediti, Tivo Pavičič je še celo na Bled prišel igrati, namesto to na to tam gor v Vilo Bled in sem rekla, daj recimo, da mi niso odplačali. No, v obdobju, v katerem govorimo, je tudi obdobje številnih festivalov glasbenih po vsej Jugoslaviji. Moramo vedeti, šlo je za 22-milijonski jugoslovanski trg, kjer je bilo res ogromno festivalov, vsa glavna mesta so imela svoj festival, pa tudi Opatija, pa še marsikaj drugega. Praktično na vseh ste peli, na nekaterih ste dobili tudi visoke nagrade. To je zdaj to, ko ste pripovedovali, da je bilo treba se seveda tudi lepo obleči. Jaz pa sem mogla seveda, tole je bilo najslabše. Ampak zapeli ste pa odlično, ne? Kljub vsemu. Ja, zapela sem zato, ker sem imela veselje in s Tonetom, to nam je naučil, so rekli, dajmo Toneto, jo bo naučil. In brez njega sploh ne bi bila to, ne? Bi verjetno stala. Torej govoriva o njenem možu, kot smo rekli, Tonetu Dežmanu, ki ste ga spoznali v tem prvem orkestru, ko ste peli. In sem nujno hotela, da se piše tudi o njemu, kakšen je bil on, da bi ljudje vedeli. On je bil šolar glasbenika, ne? Šolal se je na akademiji v Zagrebu, kjer sta bila med drugim njegova sošolca Arsen Dedić in Tereza Kesovija. Miro Ungar, vse te... Tako, povejte nekaj o vašem možu, ki pravite, da je bil on ta, ki vas je suportiral skozi življenje. Ja, torej, jaz sem takoj, ko je Horvat me slišal v Kopru, ko sem pela v teatru Čergole, potem pa sem dobila povabilo, da pridem tja snemat s tem orkestrom. Se je ta orkester ni spremljal v teatru Čergole, bil en primorski orkester, bolj tako skromen, ampak sem pela kitaro Romano, je bil dober, pač tako ležeren. Te so pa bili res najboljši obalni orkester in to je še študiral v Zagrebu, je hodil dol na te izpite in starši so me povedal, so da stalno, daj boš naredil to šolo, daj boš dokončal. In ni nikoli, je bil 8 let že pred mano dol, ker je dol bilo lagodno življenje, turistkinje, lepo življenje. Potem sem jaz prišla, zgleda, da sem bila tista ta prava in jaz zresnil. Je pa naredil to šolo, in potem še vojakom so rekli, Elda te ne bo čakala, ona je preveč temperamentna. Pa sem mislila, kaj pa vi veste, kaj on meni pomeni. Se noben ne ve. Mislili so, da sem ena muha enodnevnica, ena belka, ki bo imela ne vem koliko fantov, zaročencev. Saj so vse sorte pisali o meni. Saj sem potem, zato sem tudi želela to napisati. So govorili tudi, da sem hodila z Juretom Robežnikom. Enkrat mi je Meta, celo pevke, Metka Štok, ki je pela v Slovnu tudi, v Slovnu za menoj. Se za menoj je bila še ena malost, potem pa ta. In me je videla gor na Kajakanuju, ker nas je po moževi smrti, me je Jure Robežnik povabil, takrat je lik snemala za njega eno pesem, pa čez 7 rek sva posneli novo pesem. In je rekel, pridite gor, ki imajo gor, kjer ostane, ki igra tudi, Cerar, Matija, in je prišel, to stane Mancini in mnogi pevci in tudi Meta, prišla Metka.
In pa smo se nekaj pogovarjali tako o popevkah, jaz sem tudi ena zapela, pa tudi ta medka, tudi seveda, kjerkoli si prišel v lokal, takoj so storili zapet, ne, in sem pela. In potem pa ona me je rekla, ja, mi je zabrusila, lahko tebi, ko imaš robežnika. Sem kar rekla, kako imam robežnika, ne? Ja, sem rekla, vse oni pišejo, jaz sem bila pred teboj, ti si mlajša in sem te pesmi že pela. Na deževen dan, otoke, ti se boje ljubezen, lastovke. In jim je šlo v nos, so bili kar malo ljubosumni, so rekla, vse lahko pojete tudi drugi, danes tudi. Ampak moje pesmi so zelo malo, še dan danes so se lotevali, ne. Še Ana je rekla, mami, ti si imela res najtežje, sem rekla, daj pojte, kakšno je pela Vzameš v roke. In šele zdaj po tolikih letih je pela spomin na te žrtve, so jo povabili, da je pela lastovko z mojim pletkom. Je zelo lepo zapela, ampak ni to lahko, sem rekla, vidiš. Saj jih je pelo nekaj pevk, tudi sem slišala, Draščkova pa Švajgarjeva. Samo to ni to, to je, zdaj vem, da ljudje so navajeni zmeri originalnega pevca, kot Marjana Žejk je pela Poletno noč, edino ona je najlepše zapela, ali pa jaz, kao lastovko sem najlepše zapela, ampak ni to res, ker lastovka tudi druge pojejo lepo, samo nekaj je bilo. Mene je učil pred snemanjem, to se prav hitro zgodilo, ko me je Jure pustil, je sam pesem dal v Tornetu, je rekel, boži me on naučil, to sem od Iza dramo, z malo dramo, Duša Počke in Juri Savček sta imela naivno lastovko, tega Francoza. In jaz sem morala za špico to hitro posneti, ne, ker je bila ta uvodna pesem, potem pa na koncu tudi. In ni mi šlo, sem rekla, jaz ta tekst ne bom spravila noter, tudi ritmično je zelo težko. Lutnja je ubita, ugasnil je čas, ogenj je izgubi svoj jarki obraz. Ampak je rekel Savček, punca, ne sekiraj se, drug del je tvoj, zaboj ga, kar hočeš. Samo ta, no, kakšna čast. In je rekel, to besedilo na začetku recitiraj. Jaz sem ga poslušala, kako recitiraj. Spravi ga noter v tisti ritem, recitiraj, kot da bi recitirala na odru. Jaz sem pa zelo dobra bila tudi recitatorka in zelo dobra igralka, ker smo že doma imeli eno dramsko skupinco. Potem sem, to je to. Potem sem vse pesmi takole začela peti in sem imela zelo dobre odzive. Publika je kar jedla mi z roke, ker važno je, da ti besedilo polagaš, da imaš dobro interpretacijo tudi besedilno, ne samo glasovno in zvokovno, ampak pol so me pa hvalili, posebno Urban Kodar, ko sem imela televizijsko oddajo, rekel, ja, pa gledaš, pa njegova žena Helena, ti imaš pa najlepšo izgovarjavo. Sem rekel, to pa hvala vam, da ste me poslali Hani Mlakarjevi, pa Juretu Savčku, ki mi je zelo veliko pomagal, ko je povedal, kako. In potem se ti odpre, ne. Jaz tudi zmeraj govorim tudi Ani, kaj je hudega, ne sme mi nič reči, to da vse ve. Ja, ne bom tako, kot ti hočeš. Ja, pa daj po svoje, se ni treba po moje, logično da ne. Da ne bo šla po moji poti, svoj pela enkrat tudi Jura, eno lepo pesem. Po poti tvoje, da igram, pa da vem, da ne smem biti tvoj obraz, ampak svoj obraz in odraz. In je pa moja hčerka in je podedovala sigurno, tudi jaz od moje mame in tudi mojega očeta in vsi nosimo gene. Hvala Bogu, kaj bi brez tega. Ne smemo to zametavati, ne. Časi, o katerih govoriva, so bili tudi časi številnih turnej po Zahodnji Evropi in predvsem po Sovjetski zvezi takratni. To so bile dolgotrajne turneje, torej po Zahodnji Evropi ste v glavnem peli Našim zdomcem. Po Sovjetski zvezi pa vemo, da so bili jugoslovanski pevci izredno cenjeni. In praviloma je bilo tako, da se je oblikovala neka skupina, ki je potem šla in v knjigi opisujete najdaljšo turnejo po Sovjetski zvezi, ki je trajala cele 3 mesece. Torej, zelo naporno. Joj, smo bili sitni drugega, sem se morala prav obvladovati in prositi Boga, da zdržim te pritiske.
tisto ljubosumje, če sem jaz gorječe, sem imela več aplavza kot ona dva nosilca, ta glavna, ko sta bila, mi smo bili kot mlajši pevci tretirani in tudi manj plačani, verjetno zelo veliko manj. Ampak si mogel biti kot njihov suženj, ne? In to sem prosila, zdrži, saj ne bom jaz več šla v to. Ker tam so bili Zagrebaški, ne, ta je bil menedžer, on je bil tudi njen kum od Gabi Novak in Radetiča. In oni so seveda zase delovali, mi smo pa mogli biti podrepnjaki. Ampak tako je bilo, žena nisi imel, je vendarle tudi to nekaj denar, ampak si pač nekaj zaslužen, si mogel potrpeti. Ampak najlepša je bila pa turneja Slovenije koncerta, 69. leta, ki je bila slovenska, to je organiziral Perdović. Ja. Tukaj je bilo pa lepo, tu smo bili pa enake, ne. Ampak sem zbolela zelo, ker so bile zelo naporne, je bila matineja že ob 11, potem popoldne ob 6 in zvečer ob 8. To se pravi tri koncerti na dan, in to ne v isti dvorani, a ne? Pa še v minus 30-35 glav od ene dvorane v drugo in jaz sem zbolela, ker nisem imela mandeljnov, to so mi že mladi, so mi vzeli tele mandeljne, naprimer v Trstu sem bila operirana. In to je vedno meni šel prehlad dol, sem dobila astmo, bronhitis je bil. In zdaj za to ozdraviti, ker sem prišla na turnejo, ne pa na bolovanje, ne, so me pelali tam v eno ambulanto in so mi eno injekcijo dali, kot z enega konja, 10 stopnje. Jaz sem bila navajena dobivati tle v Ljubljani, tudi če sem zbolela, ker sem zmeraj zbolevala, ki mi je zabrusil tudi pokojni mož, ja pa ti res ne znaš biti profesionalka, zmeraj zboliš, ko imaš kaj takega pomembnega. Sem rekla, ne vem, je to psihično ali kaj. Potem sem hodila pač te injekcije na 3 dni pred festivalom sedati in sem pa v redu bila, ne. Ampak tle sem mislila tudi v redu, ne. Pa ni bilo, to sem skakala kar na tisti zofi, kjer so mi dali to injekcijo, kar pol metra gor in dol, samo telo je skakala, kot na tistih kinkelčih, kako bi rekla, a veš? Joj, in potem, ko sem rekla, joj, bruhala bom, drisko bom imela in so me odpeljali, sem komaj prišla do stranišča in sem hodila tako, ne boste verjeli, kot da hodim po glavi, noga pa gor. Takole, joj, kako je bilo to, kakšno izkušnje, sem rekla, zdaj ni mi špasa, da bom umrla. Ampak je bilo, sem se rešila. Pa še menstruacijo sem imela, ne, in so rekli, jo pa sploh ne bi smela to dobiti. Ja, zakaj niste povedali, ja, kdo pa to ve? Ne, mislim, to so take stvari. In potem ti povzamejo status, pa sploh ne vedo, z Marjano sva se veliko krat pogovarjali, da mi kot pevke bi morali imeti beneficiran staž, da bi nas, ne, ampak nič so nas čisto uničili, ne. Marjane Revci se je pa čisto zmešalo zaradi teh aporinov, ker tukaj je malo, sem ja šla k njej, 3 mesece pred nje umrla. Sem jo slučajno videla tam, sem videla, da so vrata odprta, da nekaj ne delajo, vsi delajo, pa sem vprašala, kje pa to delate? Ja, gor pri Marjani, pa sem šla jaz gor in ona me je čisto tako sprejela. Hej, Ljubica, a ti si? Sem se imela zelo rada. Pridi noter. Rekla, jaz ne morem več stati na nogah, moram se vleči, oprosti mi. Sem rekla, ja, pa kaj ti je? Pravi, tako sem uboga, veš, sem bila v polju in zdaj bom pa. Ampak ona mi je zmeri povedala, je bila bolana na mehurju, imela tam na uretri, zelo hude bolečine. No, ko ste prej govorili, da je bilo med mlajšimi pevkami ljubosumje in zavist, ampak to pa tudi v knjigi pišete, z Marjano Držaj in Majdo Sepe ste bile pa velike prijateljice, vse tri. Kot sestre vam povem, z Marjano zelo, ker ona je bila sorodna duša in sva se smejali in govorili celo noč enkrat. Sva šla gor, v Zreče smo nastopali, Keblanica Zubović, Dušan Jakšić in nekaj pevcev iz stare Juge so imeli en koncert in smo prelepo se imeli in smo se zastopili in z Majdo smo bile, mislim, ona ni tako bila, da bi se družila, ne, ampak Marjana pa, ko je bila popevka, nas je povabila, takoj smo šli dom, na njen dom in je polivala
svojo uro, ki je dobila, sem rekel, jaz šampanjica, sem rekla, se ne bo tekla, je rekla, moram preizkusiti, če je res tako dobra. Pa se je hecala, ampak smo se prelepo imeli, ampak je pa rekla, samo Elda je takoj priznala, ti imaš pa moža glasbenika, jaz pa ne. Se rekla, ti imaš pa novinarja, ti bo reklamo delal. Ja, in tako takala. Je zanimivo. No, sem to, da spomnimo, mož od Marjane Držaje je bil Ante Mahkota, znani novinar in alpinist, a ne? Ja. Zdaj pa se dotakni še enega vašega izleta, če temu tako rečem, v narodno-zabavne vode. Peli ste z ansamblom Vita Muženiča, tudi z dobrimi znanci, ampak pred nekaj leti ste pa posneli en prav posebno skladbo, to je pa Klic srca, ki ste jo posneli z Modrijani in to je postal velik hit, predvsem na lokalnih radijskih postajah. Glede na to, da gre za velik generacijski preskok med vami in njimi, kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, lejte, ko je slovenska popevka nehala, ni pevc pač v bistvu imel več kaj pet. In potem so se pojavili, ker so pač je bil prodor rokarjev, kričačih, kot jaz pravim. Vse so bile tudi kričače. Ampak potem si se pač mogel odločiti, drugače ne boš enostavno več pel nikjer, ne. Ni bilo več, nobene prireditve, nič več. Potem so se pa ustanavljali te narodni, usporedno, ne, z rokarji, te narodni zabavni ansambli. In je prišel takrat Viki Muženič, je bil z Primorskega dol, ki sem ga videvala v Ljubljani in zmeri, kako si moja Primorka? A sem rekla, zelo slabo, več, nič se ne dogaja. Sem rekla, vam je veliko lepše, ker vi igrate narodno zabavno, se jaz bi tudi morala kakšno narodno zabavno peti. Sem rekla, čeprav to ni bil sem rekla, moja največja želja v življenju, stil. Ampak pač pod silo prilike, kako se reče tisto, da Bog, da volk še v krizi žre muhe, ali. In potem si moral pač, da sem rekla, če že za me drugo, bom jaz trenirala tle glas, če ne bo šlo vse v pozabo, mogoče bo se kdaj poboljšalo, ne. In je šlo 2 leti z Vikom Muženičem, smo šli parkrat v Avstrijo, v Nemčijo, s starim gospodom Korenom, tudi z njunima sinovoma sem pela, z bratom in z Damerjem, ne. No, potem se je tudi to nehalo, nič ni bilo s tem, ne. Zelo, mislim, naporno, tudi kot tam tista turneja, ne, ker je bilo, včasih sem šla z njimi ob 2 popoldan in sem imela že otroke, ne. In sem prišla zjutraj ob 8 domov, jaz sem rekla, tole pa ne bo zdržala, to pa ne bom mogla. Tam si pel vsak od rundo, ne popevke, ampak narodno zabavno. Ja. Potem sem pa še isto se ponovila z dobrimi znanci. Pri Muženiču je bil Muženič bolj strog, niso se tako upali, ne. S pijačo, te so bili pa čist razpuščeni. In če sem jih jaz prišla, sem šla v kombi čakat, sem rekla, fantje, a se še niste naveličili, gremo da bo butara, da se je v kombi. Joj, sem rekla, veste kaj, to se bo pa končalo. In se je, ne, končalo. Potem sem pa možu rekla, da veš, ne bom več to delala. Sem rekla, tole pa ne bom podpirala. Nobenega spoštovanja ni. Tudi na plesih, ali kjer so pa te veselice, z unim prvim orkestrom, ne, je bilo zelo bolj spoštljivo. Tukaj pa, ko sem šla mimo tam ljudi, da bom šla na stranišče, te eden primo, ščitno za R, drugi za Joška, mislim, pa to je, kakšna kulturna publika, a se ne jaz s publiko zdaj greham tam, mislim, zdaj ne moreš, ne. Potem pač to je šlo pač nekaj časa tako in po moževi smrti je pa se pa pojavil en gospod, Francis Mrekar iz Švice, ki je živo gor, je bil DJ, zdaj živi v
v Brežicah. Zdaj v Sloveniji, ja, Ja. v Brežicah. Ja, in je napisal to pesem Klic srca, to besedilo za njegovo mamo in je prišel nazaj živeti in je imel enega kolega Tineta Lesjaka iz Fantov z Oplotnice. Jaz že moram. Ja. In je rekel, on je manj zelo lepo vižal, a bi vi to vižal zapeli. Vsi so zelo navdušeni nad tem, če bi. Jaz vas nisem sicer poznal, je rekel, ker sem gor živo, ampak sem slišal nekaj posnetkov, sem rekel, vi ste pa edina. Ne? Ste lepo peli tudi z Muženičem, pa znanci so nekaj posnetke obstajali. In sem rekla, veste kaj, jaz ne morem več to peti, ker imam te izkušnje. Ma ne, je rekel, veste kaj, bojo prišli Modrijani k vam in bojo pesem zapeli. In jaz sem bila pa v Atlantisu, sem imela letno karto in so prišli po mene tja in so mi potem pelali na Brod in so mi zapeli to pesem. Čim so mi zapeli to pesem, se mene nisem se mogla enostavno. Se vas je dotaknila, a ne? Tako dotaknila so me kar solze že. In vsakle fantje, kaj čem, probajmo. Čeprav ni bilo več dosti časa, ker je bil koncert, še en mesec je manjkalo. Oktobra je bilo, novembra je bil že 4. ali 5. je bil ta koncert v Dvorani Golovec. To je bil čas, ko so Modrijani pripravljali letne koncerte, Nov z Modrijani v Celju, ne? To je bilo nekaj teh koncertov in to je bila ena od najbolj In potem, ko smo posneli, smo peljali v Maribor in takoj se je razširil glas, da to je najlepša pesem za ene časa, da sem jo jaz lepo zapela in da je rekel, da to bo pa hit. In je res bila. In sem pa kar nekajkrat z njimi pač triumfirala, tudi nekaj zaslužila. Ja, tukaj pa prinese pa denar, ker pride pa zelo veliko publike in mi je zelo to prišlo na pomoč. No, zdaj se bomo dotaknili še enega boleče zadeve vašega življenja. Leta 1991, ko smo se osamosvojili, so vam vzeli status svobodne kulturne delavke, tako se je takrat reklo, torej izbrisali so vas iz statusa samostojnih kulturnih delavcev in ostali ste pravzaprav brez dohodkov. To je bilo za vas zelo tragično in žalostno in takrat ste tudi prenehali peti in nastopati. Ja, res je. Meni je pokojni ati Sos še 2 pesmi napisal Drevo želja, ki sem jo pela 88. v Zagrebu, z velikim orkestrom, zelo lepa pesem, nikoli jo pa nisem posnela. Pa še ena, še vedno mislim najn. In tle nikoli mi niso dali možnost, da bi jo posnela in skozi me je klical še na smrtni postelji. Elda, pojdi in posnemi, da boš imela kaj pokazati, Ministrstvo za kulturo. Sem rekla, a to, kar sem pa pokazala doslej, a to ni nič pomagalo? Ne? In oni so me očitno, moji so bili, krščanski demokrati, ne? Desni, kot sem jaz desni, hodim v cerkvu in so to naredili, da so vzeli status. In ko je mož videl to pismo, je rekel, je prebledel, ne, prinesel, kaj jaz nisem nikoli v Kastlico vzela, on s potoma, ki je šel, je odprl Kastlice, prinesel pismo. Na, tu imaš to posrano slovensko popevko. Sem rekla, dragi moj, se kjer sem, ne bom šla več na oder. In nisem šla več na oder, da bi me, ne vem kaj, ustrelil, ne bi šla, taka sem dosledna, ne. In so me spraševali, daj naj pridem tja, naj pridem se, Robežnik bi klical, je rekel, Elda, jaz ti plačam, ti bom jaz, ne, Jure, ne bom šla. In pač, so minila leta. Preden je vaš mož umrl, ste mu pa obljubili, da se boste vrnili na oder. Ja, to je bilo torej leta 98, ko so v Vikrčah priredili 30. obletnico Vikrške šole in je prišel njegov kolega Milivoj Šurbek, pa še njihov propagandist, Umek, neki fejzu svoj. 3-krat so prišli k meni na Brod, da bi jaz naj zapela Vzame šle v roke. Tam je tudi Ana sem otovila okrog let, ne sem rekla, jaz ne bom leta, tle imate mlade, naj pojejo ali pa podobni mladi. Pol ta 4. sem sprejela. Je rekel, mož pejt, sej vem, da. Ampak je rekel, ne v javnost dati, ampak je šlo takoj v javnost, ne, da je spet zapela. In sem zapela tako lepo,
In nisem imela nobene kondicije, mene en mesec bolelo. Vso telo, ker sem tudi uporabljala prepono in dvigala tisti glas in sem zapela, tako da je to nekaj pretresla in sem ga videla, je že nekaj hujšal. Ampak sem rekla, kaj mu je, hripov je bil, imel motne oči. Potem se je to razvijalo in imel raka na debelem črevesu. In je to še v enem letu in 2 mesecih. In to je bilo zelo hudo. In jaz sem potem od njega pač dobila ta ukaz, preden je umrl 3 dni prej, ki je ležal in rekel, ampak veš kaj, ti si tako dobro razbegla, ti si rojena pevka, ti moraš peti, obljubi mi, da boš začela. In potem sem vedela, da bo treba. In sedaj vašo, kako naj rečem, vaše delo, kot ste že omenili, nadaljuje tudi vaša hči, sicer poje drugo zvrst glasbe, ona je šolana glasbenica, žal ni zaposlena v svojem poklicu, ampak poje pa vendarle. Tu in tam nastopate tudi skupaj. Tudi v nedeljo v Koštaboni boste zapeli skupaj, sicer pa ona, kot vem, pripravlja predstavo v ljubljanski operi. Ja, že imela in tudi ni bilo nič kaj dosti ljudi, žal ljudje ne radi hodijo v opere, je bilo dol tlele v Križankah. Je bil Così fan tutte, Fiordiligi je pela glavno vlogo in Mozart, in sem bila zelo žalostna, sem rekla, nočem čisto nič te vprašati, nočem čisto nič poslušati, ker ponavadi, ko je imela vse to, ko je delovalo lepo, mi je zmeraj referirala, sem ga večakala, prišla domov, sem rekla, kako se je razvijalo, bila je v Parizu tudi en mesec, je rekla, prelepo so občudovali, so me povabili, sem povabili tja. In so rekli, da bom v službo, da me bodo sprejeli. In potem je ona zanosila že sina pol drugične in je niso sprejeli v službo. So vzeli Nuško Draščkovo, mene, kot da bi me z nožem v prsi zabodli. Tako me je to, in največji prijatelj Marko Hribernik je rekel, je največ upanje dajal, ja, tako je življenje, je rekel, niso jo sprejeli. Pa še nek žlahtnik z Maribora gor, ki je tam direktor. Ma ti ljudje nimajo pojma, ne vedo, kaj je treba vse narediti tem mladim, nadobudnim, talentiranim ljudem, jih vzeti in jih podpirati. A zdaj pa po dolgem času, ko niso imeli koga, so jo pa spet poklicali. Sem rekla, Ana, prosim, nehaj, ker te bo spet to zadelo, boš prizadeta. Ona je potem dobila, je prosila za službo na Brodu, ker je tudi šolstvo na Psu, in niso imeli za podaljšano bivanje človeka, ampak ona je ravno pravšnja bila. Zdaj so jo vzeli za 1 leto, ne vem kaj bo. V glavnem ni imela financ, tako da je tudi njen mož rekel, a boš tudi ti na ramenih svojega moža, kot je bila tvoja mati? Mislim, tako žalostno se zgodba ponavlja. Pa takšen talent, pa da ne morejo takega človeka vzeti v službo. Najprej čakala, da se one gospe spravijo v penzion in potem te vzamejo čisto enega drugega, pa še takoj dobi tudi, pa to vse sam, seveda, to vse sam sfleksibiraš, seveda, to sproduciraš, sam sebe hvališ in vse nimam nič proti Nuški Draščki, ki pa ji privoščim, ampak takoj že Prešernovo nagrado. Končali bova v malo bolj optimističnih tonih. Na zadnji strani tele vaše knjige je napisana ena prelepa pesem, besedilo. Pesem se imenuje Obisk prijatelja. Avtor je Srečko Čož, ki je tudi v bistvu idejni avtor, dal je idejo za to vašo knjigo. In zdaj bomo to pesem slišali in vi jo boste morda malo... Ja, jaz sem, da še to povem. Jaz sem vsako leto dobivala od Srečkota za Božiča, za nov let, kakšno knjigo, njegovo pesniško, 10 pesniških zbirk je že naredil. No in sem pogovarjala z njim, sem rekla, veš,
če bi se kaj dogajalo, to bi bilo tako lepo, ker on je igral v Decameronu, v orkestru, in tudi Gajič je. Zato sem pa jaz takrat rekla, on je napisal Savo Šumin, tisto pesem besedilo. In sem v njemu rekla, on je rekel, ja, pa jaz ti bom naredil koncert, jaz ti bom naredil, vsaklo bež, kje boš naredil. Kje se nima noben posluha? Mene že staro bež. Sem se hecala, on pa, ne, pa ti si, jaz bom. In je res naredil mi ta koncert in potem sem še na koncertu rekla, ti, a poznaš koga, da bi meni napisal mojo knjigo, ker že 5 je bilo kandidatov, pa od 2, ki sta že napisali knjigo, se ni zgodilo. To ni Mači Kašlic, vem, da je težko napisati. Prvi je ne vem, kaj je bilo z njim, z Romanom Turaškom, ki je imel že knjigo napisano. Drugi je bil na Brodu moj prijatelj, ki z vsemi prijateljuje, on je tam Augustinčič, Alberto, Querini po očetu in je rojen istega leta in strelec kot jaz, istega leta. In sem mislila, mogoče bo, pa ni. Ko je prišel, ni vedel, kaj sta se pogovarjala, pa je rekel, pa piši ti, jaz sem pisala, ampak ni bila tista tema, ta prava, pa napiši nekaj iz mladosti, meni ni šlo. Jaz sem imela takrat zelo hude težave doma z bratom, s to hišo in vse to. In sem po želji odvetnika Drozdeha, on je bil tudi moj angel, ki mi je pač to naredil, da sem jaz to dobila, ker on je reševal kupoprodajno pogodbo. Je mamo zavedel in je naredil to. Mislim, pa to ni za javnost, ampak hočem reči, je pa se zgodilo, da sem jaz pisala zelo veliko in sem dobro pisala. Ampak to temu ne morem dati o družini o svojih koreninah. Mogoče kdaj drugič, če bom še živa. Ampak je pa zelo huda. In pa sem pa kar naenkrat se s tem, ko je prišel Gajo, se kar ulovila. Čeprav so vsak, on je tudi strelec, zanimivo, ampak so vsak na svoji strani. Jaz sem desna, on je pa levi, ampak tako jih poslušam. Sva se pa zelo štekala. Tudi tako je knjiga napisana. Tako da ja, poslušajmo to pesem Obisk prijatelja. Gospod Čoš, o katerem je Elda zdaj govorila, on je tudi avtor znane pesmi, ki najbrž se bodo vsi spomnili, Sava Šumi, pa tudi sicer je pesnik. Ampak ta Obisk prijatelja je tudi njegov. In Matjaž Pernc, ki je napisal že pesem, tudi te stare gosti, ko mi njegova mama pokojna rekla, pojdi gospa Eldi Viler, ti bo ona zapela to pesem. In tudi te stare gosti potrebujejo ljubezen. Lepa pesem. Ampak je navrtila tako veliko, sam ta je pa tako lepa, od Čoža res. In sem rekla, pa kako to, da s tako lepo pesem, besedilo. Pravi, veš zakaj, ker smo zdaj stari, pa si premalo se obiskujemo, premalo skupaj se sestajamo. In to je ta pesem namenjena temu. Prijatelja. Tole poslušajmo, potem pa bo moja gostja na razpolago za podpise knjig, za pogovor, za fotografiranje, karkoli. Ne bo čuti, da ne bom prekosila. Nasmejan si prišel, pri vratih me objel, razveselil te je brisk, hvala za obisk, hvala za obiske bežne, vse spodbude nežne, ki odrivajo pritiske, brišejo mi razne stiske, razveseli me vsak prihod, čeprav me kot Bog skreli. Oglasi se večkrat, saj veš, da si mi zlat. Srečanje med nama vselej je sotočje, nostalgije in radosti. Ja, večkrat gre mi na.
pustiš me samo, pobožaj me po licih še enkrat, objevi me čez ramo, pospremim te do vrat. Ko gledaš mi v oči, vidim, kaj pomenim ti, da me spoštuješ, obožuješ, med pevske zvezde kuješ, da prijatelj pravi in poseben si, sem te v sebi začutila in te ne bi rada izgubila. Nekaj je med nama, da manj s teboj sem sama, da se počutim spet kot dan. Oglasi se večkrat, saj veš, da si izgled. Ne grejo nikam mi danes na roko. Nikot privat, mi preširno nagajaš in odganjaš skrbi mi. Ne mislim, oglasi se. Na ladji časa peljem se spomini, od njih razpredava globoko, zaradi njih ostale so radosti, da načrtov je v meni še dosti. Oglasi se, oglasi se, oglasi se. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Hvala lepa gospe Eldi Viler. Kot rečeno, gospa bo zdaj podpisovala knjige in seveda na voljo tudi za pogovor, fotografiranje, karkoli. Hvala in lep večer. Hvala vam tudi.